Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Za nami je ruski vikend v Kranjski Gori. Ruska kapelica pod Vršičem je postala več kot le kraj pietete in simbol globokega prijateljstva med slovenskim in ruskim narodom. Postala je del naše moralne in civilizacijske zaveze, da tem in prihodnjim generacijam zagotovimo mirno in varno življenje, je na slovesnosti ob 103. obletnici kapelice izpostavil predsednik Državnega zbora Dejan Židan. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za digitalni razvoj Zveze in množične komunikacije Ruske federacije, gospod Konstantin Moskov, spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje, drage prijateljice in dragi prijatelji. Ta skromna kapelica je neprecenljiv dar spomina, ki nas nemo, a vztrajno že več kot 100 let opominja in nosi neprecenljivo zgodovinsko sporočilo. Podarile so nam ga generacije pred nami, ki so se zavedali krhkosti in dragocenosti miru ter nesmiselnosti trpljenja vseh vojn. Je dar razumevanja in dar vedenja, da se iz njega učimo za boljšo prihodnost vseh. Ruska kapelica je postala več kot le kraj pietete, več kot le simbol globokega prijateljstva med ruskim in slovenskim narodom in njunimi ljudmi. Postala je del naše moralne in civilizacijske zaveze, da tej in prihodnjim generacijam zagotovimo mirno in varno življenje. Pričevala je v času, ko je povojni svet potrdil zavezanost k spoštovanju človekovih pravic, razumevanju svobode, enakopravnosti in pravičnosti. Ko smo presedli delitve med narodi in na najvišje mesto postavili dostojanstvo, vrednost človeka in njegovo blaginjo. To je bil naš skupen odziv vseh držav sveta in človeštva kot celote, da bo varovalo slehernega posameznika, ne glede na pot kože, spol, veroizpoved in drugo osebno okoliščino. Oblikovali so se edinstveni forumi globalnega multilateralizma, v okviru katerih se razvija in uveljavlja pravo narodov. Postavljeni so bili v nezavidljivo vlogo branikov mednarodnega miru in varnosti. Danes bežen pogled na stanje mednarodnih skupnosti in refleksija o tem, kaj nam predstavlja izzive v prihodnosti, ponudita hitro streznitev. Svet se spreminja z nepredstavljivo hitrostjo in že dolgo nismo bili soočeni s toliko neznamkami za prihodnost kot sedaj. Transnacionalni pojavi vplivajo na dinamiko konfliktov v svetu in predstavljajo naraščajočo neposredno breme za celotno mednarodno skupnost. Od nas pa terjajo vedno nove odgovore in usklajeno ukrepanje. Žal so nekatere naše zavestne odločitve pripeljale do tega, da smo breme ekonomske, socialne, okoljske in politične nestabilnosti ter skrbi za prihodnost prevalili na najmlajše generacije. Prav zaradi njih si ne moremo več privoščiti razdiralnih vzorcev mednarodne politike. Trenutek, v katerem živimo, je prelomen. Potreben je pogum, spoprijeti se s pravo naravo problemov, ne jih prelagati in s tem poglabljati. Prepričan sem, da si to delimo vsi danes tukaj zbrani. Saj tako, kot so skupni naši izzivi, sta skupna tudi naša usoda in upanje na boljšo prihodnost. Še tako zahtevne cilje, ki so dobrobit širše skupnosti, je v dialogu in odgovornem ravnanju mogoče uresničiti. Iskreno verjamem, da kljub spremenjenim razmerjem moči ali prav zaradi tega multilateralni okviri o potrejevanju njihove legitimnosti, kredibilnosti in učinkovitosti še vseeno odražajo potrebe sodobne mednarodne skupnosti. Tudi partnerstvo med našima državama temelji na želji po večjim znanjem razumevanju trgovinskih, varnostnih, razvojnih in drugih politik. Partnerstvo, ki je krilo prizadevno in potrpežljivo skozi zgodovino, iz boljšega medsebojnega razumevanja, iskrenih diskusij ter vzajemnega prepoznavanja potreb in zmožnosti obeh narodov. Partnerstvo, ki je danes še posebej dragoceno. Spoštovane, spoštovani, iz strahot prve svetovne vojne je vzkrilo novo upanje in raslo je zavedanje, da lahko le svoboden prostor napredka, razuma in znanja
ponudi sočloveku in skupnosti najboljše rešitve za izzive sodobnega sveta. Slovenci smo se takrat zavzeli in jasno izrazili potrebo po lastni Slovenske univerze v Ljubljani, ki letos tako praznuje svojo stoletnico. Kljub temu pa je kompleksnost sedanje politične realnosti v mnogih vidikih še vedno omejevala razsežnost človeškega uma in humanizma. Na območju kraljevine SHS so zato prišli številni emigranti iz Rusije, znanstveniki, ugledni profesori, nadarjeni kulturniki, tehnični strokovnjaki z različnih področij in tudi šahovski velemojstri. Svojimi dosežki in intelektualnim potencialom so pomembno obogatili slovenski znanstveni, akademski in kulturni prostor. Na skupno dediščino teh znamenitih imen sta upravičeno lahko ponosna oba naroda. Izročilo njihovih življenjskih del moramo spoštljivo razumeti kot poziv, da Rusija in Slovenija še naprej skupaj soustvarjata prihodnost blaginje in razvoja. Drage prijateljice, dragi prijatelji, počaščen sem, da se lahko v vlogi častnega pokrovitelja letošnje slovenske slovesnosti iskreno zahvalim vsem, ki skozi leta ohranjate spomin na tragične dogodke. Vestno skrbite za kapelico ter tako krepite trajno prijateljstvo med ruskim in slovenskim narodom. Hvala vam. Na slovesnosti ob kapelici, postavljeni v spomin ruskim vojnim ujetnikom, ki jih je med gradnjo ceste čez prelaz Vršič zasul snežni plaz, se je zbralo več kot 1000 ljudi. Prireditve, ki jo je organiziralo Društvo Slovenija-Rusija, so se udeležili tudi uradna delegacija Rusije in Ruske pravoslavne cerkve ter številni gospodarstveniki in politiki, na čelu s predsednikom republike Borutom Pahorjem in predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Vodja ruske delegacije, minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Konstantin Noskov je izpostavil, da je ruska kapelica temelj skupnega spomina, ki so ga več desetletij ohranjali naši predniki in ga je treba ohranjati tudi za zanamce. Ob tem se je Slovencem, domačinom, Kranjskogorcem zahvalil za skrb za kapelico. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani prisotni, visoki gostje, dame in gospodje, dragi prijatelji. Danes smo po dobri tradiciji zbrali tukaj pri ruski kapelici, da bi počastili spomin na ruske vojne ujetnike. Spomin na tiste, ki so umrli v času vojne, grozne vojne, rušilne vojne, ki je spremenila marsikatero življenje. Nažalost, ta vojna je postala le predhodnica še bolj grozljive katastrofe v zgodovini človeštva, druge svetovne vojne. Od takrat je poteklo že več desetletij, ampak nažalost smo še danes tudi priča poskusom prepisovanja zgodovine. Ruska kapelica pod Vršičem pa je temelj našega spomina, našega skupnega spomina, ki ga je več desetletij ohranjali naši prednamci. In iz spoštovanja do njih in tudi iz misli o bodočnosti naših zanamcev moramo še naprej skrbno ohraniti ta spomin. Dolžni smo, da ohranimo spomin na naše prednike in da ne pustimo, da ga očrnijo. Iskreno sem hvaležen vsem, ki so dali svoje napore za ohranitev ruske kapelice. Globoko se zahvaljujem za to predsedniku Slovenije, slovenskemu vodstvu različnih slovenskih regij, Društvu Slovenija-Rusija, Kranjskogorčanom, vsem, ki ste prispevali k temu namenu. Ne samo, da vidim vaše realne ukrepe, realne dejanja, ki vodijo k ohranitvi tega simbola našega skupnega spomina. Počutim ta topel, iskren odnos, ki ga gojite do vseh Rusov, do vseh pripadnikov naše države in verjemite, da so to vzajemne čustva. Že v najbližjem času bomo dobili še en simbol prijateljstva med našima narodoma. Sprejeta je odločitev, da se bo v Moskvi postavljen spomenik vsem Slovencem, ki so umrli na ruskih tleh v času Prve in Druge svetovne vojne. Ta spomenik bo postavljen v Parku Zmage na Poklonji gori,
Na tem kraju v Moskvi, kamor prihajajo na milijone Rusov in pripadnikov različnih drugih držav, da bi spomnili na nauke Prve in Druge svetovne vojne. Naš skupni zgodovinski spomin je v bistvu jamstvo za ohranitev miru in to ne samo na evropski celini, ampak na svetu v celoti. Желаю всем нам мира, здоровья, добра и благополучия. Želim vsem nam mir, zdravje, dobro in blaginjo. Zbrane je nagovoril tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Spoštovani gospod predsednik, obiskovalci, spoštovani ruski prijatelji in visoki goste. V izredno veliko čast mi je, da vas lahko kot župan občine Kranjska Gora pozdravim na tako lepi in pomembni prireditvi, kot je spominska slovesnost na ruski kapelici. Prav ruska kapelica je še posebej za prebivalce Kranjske Gore že od njene postavitve konec Prve svetovne vojne naprej simbol nesmiselnega trpljenja vojakov, spremljevalnega osebja, ujetnikov in nenazadnje tudi domačinov. Le redka domača družina v enotah takratne Avstro-Ogrske armade ni imela vsaj kakšnega člana in ljudje so se prav zaradi tega še tako zavedali, kako pomembna je solidarnost, strpnost in človečnost v takratnih težkih razmerah. V krajih naše občine, od Rateč do Mojstrane, je bilo nastanjenih več 10 000 vojakov in drugih oseb, kateri so bili občani tistega časa, ki nas Kranjskogorčani vzeli za svoje in že takrat pokazali svoje odprto srce brez vsakega etičnega, narodnega ali verskega sovraštva. Z meseci in leti so se med njimi in vojaki stkale vezi, ki so ostale cela njihova življenja in marsikatero iskreno prijateljstvo in ljubezen je vzkrila v teh hudih in krvavih časih v dolinah pod Triglavom. Kar nekaj mladih fantov, tudi ruskih korenin, je v Kranjski Gori našlo svoj dom in samo priimki, ki so ostali, govorijo svoje pisane življenjske zgodbe. In naj nam vsem, ne le domačinom, ta nesmiselni čas, v katerem je samo v bojih na Soški fronti umrlo preko 300 000 vojakov, bilo izgnanih 80 000 Slovencev iz Primorske, ostanejo vlečen opomin. Slava vsem, ki so na prelazu Vršič trpeli in umrli za katerikoli domovino, vladarja ali takratnega našega cesarja. Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so ruski ujetniki v gozdu pod Vršičem sami postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Leta 2006 je bila kapelica tudi v celoti obnovljena. Program ob ruskem koncu tedna v Kranjski Gori pa se je začel že v petek zvečer. Najprej s koncertom pred Kranjskogorsko cerkvijo. Nastopila sta domači mešani pevski zbor Kranjska Gora. Dober večer, Bogdan, moje pupce sem fran, ki mi je dala, mi je poslala. In ruski pevski zbor. Jerusalem.
V župnijski cerkvi v Kranjski Gori je nato sledila sveta maša. Program pa se je zvečer nadaljeval še v dvorani Vitrancu v Kranjski Gori s koncertom ruskih romanc. Kratkim filmom Matjaža Javšnika Eko Kekec se je sinoči začel otroški del 4. mednarodnega filmskega festivala Kranjska Gora, ki bo v 7 dneh ponudil več kot 70 filmov, pa tudi nekaj koncertov, delavnic in pogovorov. Na festivalu, ki ga bo v sredo odprl iranski film Ljubljana, bo prikazanih 7 celovečercev, 7 dokumentarcev in 10 kratkih filmov. Poleg celovečercev so letos pripravili še tekmovalna sklopa dokumentarcev in tudi kratkih filmov. Letos bodo podelili več nagrad kot minula leta. Nagrado Vitranc za najboljši celovečerni in dokumentarni film ter za najboljšo režijo in scenarij v obeh kategorijah. Kratki filmi se bodo potegovali za nagrado Boštjana Hladnika. Novost pa je nagrada Ajdovska deklica, ki jo bodo podelili izbrani filmski ustvarjalki ne glede na področje, na katerem deluje. Rdeča nit festivala, ki bo trajal do 3. avgusta, bodo kakovostni filmi, všečni tako žirijam kot občinstvu. Posebno mesto pa imajo letos tudi ženske v sodobni družbi. Festival, katerega častni pokrovitelj je predsednik Republike Borut Pahor, bo ponudil tudi več delavnic za otroke in odrasle. Otroške bodo vodili Manca Dorer, Ciril Horjak in Ana Jerič, za odrasle pa jih bodo vodili tuji ustvarjalci. Organizatorji napovedujejo tudi več uglednih tujih gostov, kot so Crispin Glover, Bill Oderkirk, Barry Blaustein, Filip Premuda, Gyula Gazdak in Čedomir Kolar. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Jutri ob 11. bodo v gozdu Martuljku odprli novo ferato Jerman. Gornjesavski muzej Jesenice med 30. julijem in 2. avgustom vabi v Liznekovo domačijo v Kranjski Gori. Vse 4 dni bodo ob 11. uri potekale počitniške delavnice, Kekčeve ustvarjalnice. V torek si boste lahko izdelali vandotovo malho, v sredo embalažo za kosobrinovo malico in vrečko za peht in čaj. V četrtek sešili pravlično prisankovo sovico, v petek pa spekli mojčine rogličke. Da se boste lahko vedno ozrli nazaj in pokukali v lepe spomine, boste za zaključek delavnic poslikali še ogledalce, vile, škrlatice. Delavnice z naslovom Glina bodo prihodnji teden od 13. do 14:30 minut potekale v knjižnici v Ratečah. V soboto bo gasilska veselica v Podkorenu. Začne se ob 16. zabavali pa vas bodo Marko Vozel in Mojstri. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V okviru kranjskogorskega občinskega praznika, ki ga obeležujemo 6. avgusta, se prireditve začnejo že v petek 2. avgusta. Ob 18. bodo položili venec na grob Jakoba Aljaža na Dovjem. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bo sledila predstavitev letošnjih novosti stalne razstave, nato pa še odprtje razstave 40. jubilejne likovne kolonije Vrata. V soboto ob 7:30 greste lahko na Andrejčkov pohod na Ciprnik. Ob 12:30 minut pa se v Mlačci začne prvenstvo občine Kranjska Gora v tenisu. V ponedeljek ob 9. bo v Mlačci kegljanje s kroglo na Vrvici, v torek ob 20. pa osrednja občinska proslava na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. V kulturnem programu bodo nastopili Aleksander Mežek, godalni kvartet Kamerata Karniola in tolkalec Vid Ušeničnik. V četrtek ob 10. bo še kolesarjenje v čast občinskega praznika.
Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!